Babi, kako se začne vojna? Kako se začne vojna? Začne se nenadoma. Vse se zgodi naenkrat. Ne vem. Vojna se ne najavi. Vedno te preseneti. Čeprav opozarja nase iz minute v minuto. To je ena tako grda reč, da preseneti vsakogar. Pa naj si še tako misli, da ve, kako bo prišla. Ko pride, preseneti. Verjemi mi. Kljub drugi svetovni vojni, ki so jo pametni ljudje označili s številko, ker so seveda vedeli, da ne bo zadnja, so povojne generacije živele v prepričanju, da so z vojnami opravile. Ljudje so bili uspavani s 50-letno pravljico o bratstvu in enotnosti. Verjeli so ji, kajti bilo je nemogoče, da bi prijatelj streljal na prijatelja. A v četrtek 27. junija leta 1991 se je izkazalo, da je to mogoče, da je pravzaprav čisto enostavno. Da bodo tudi po največji svetovni moriji rojeni ljudje morda že malce naveličani velikih partizanskih zgodb in še večjih partizanskih filmov spoznali pravo, resnično, umazano vojno. Pred svojim pragom. General Adžič je v naši vojni, ko se je jugosoldateska že morala umakniti, pobegniti, posmehljivo dejal, da je sploh ni bilo. Da več žrtev zahteva običajno trčenje 2 avtobusov. A se je krepko zmotil. V tej vojni smo sodelovali vsi. Teritorialci, tedaj še miličniki, vozniki tovornjakov, delavci, zdravniki, politiki, učitelji, vsi povsem običajni ljudje, za katere si nihče nikoli ne bi mislil, da se bodo uprli. A so se. Iztok Zorko se je rodil leta 1966 in je bil v teritorialno obrambo vpoklican 10 dni pred začetkom vojne, kot navaden vojak, pripadnik jurišnega voda. Imel je že 3 leta staro hčerkico. Na to mesto smo prišli ob 3 zjutraj in se najprej postrojili tale pred tem mostom. Potem smo pa dobili komando, da naredimo barikado na avtocesti. Šli smo tukaj dol in začeli ustavljati promet. Najprej vse po vrsti, kasneje pa so prišli policaji in so spustili naprej osebne avtomobile, tako da je v barikadi ostali samo kamioni. Bili smo v jugoslovanskih uniformah z znaki teritorialne obrambe. Ponoči je padal mrzel, prav nič poletni dež. Ležali so po tleh in se trudili čim manj premikati, da se mokre srajce ne bi dotikale hrbtov. Črv dvoma o lastni pripravljenosti se je naselil v mlade in neizkušene fante, ki v vsem svojem življenju niso ustrelili proti človeku. Po tistem smo zasedli položaje, ulegli smo se na travnik nad avtocesto in nekje okrog 10 sem videl 2 soborca, ki sta šla dol proti avtocesti z Arenbrusi. Takrat smo že vsi vedeli, da se bo začelo. In naenkrat je počlo 2-krat, videl sem samo, da se je pred bovi pokadilo, da je vendar nekega učinka ni bilo. Mogoče se zdaj zdi vse skupaj smešno, ampak takrat je bil streljati na jugoslovansko armado skoraj samomor.
stvari so prišle tako daleč, da umika ni bilo več. Tiste barikade ni mogel več noben odstraniti. Stvari so bile že v bistvu tako daleč, da je bilo streljanje logična posledica vsega. Ko so počela tista dva Armbrusa, smo mi odprli ogenj in streljali kakšnih 10-15 sekund, v tistem se je pa slišalo strahotno pokanje od spod. Gor je priletelo ogromen tistega svinca, zažvižgal, zasmrdel. Zraven je bila hiša, videl sem, da se je streha razkrila, da je začelo čez stene leteti krogle in sem samo odložil puško in zabil glavo v zemljo. Zraven pa sem gledal telegraf štango, ki je bila mogoče 2-3 metre stran in gledal, kako leti vanjo, in me je bil en strah, da se bo vse skupaj podrlo in da me bo elektrika ubila. Ko si začel razmišljati, kaj bom jaz tukaj, kako se bo, pol je bilo pa dejstvo, pokalo je, zdaj je treba pa tukaj živ ven prideti. Zdaj pa ni več kakšne dosti filozofije. Da če streljamo ali pa ne, da jih v bistvu samo dražimo, ker kakor smo mi začeli streljati, ko so oni nazaj vrnili, naših pušk ni bilo slišati, to je nekaj poklalo, ono je pa grmelo. No, ko se je samo streljanje začelo, ko sem pogledal, sem videl, da tam okoli mosta in na travniku, da je cela masa ljudi, ki to gleda in pomislil sem, da je nekaj tazga v enem fejn zanimivem gledališču. Da mi tam streljamo ena drugega, en pa to fino lepo stranka sedi, pije pier pa gleda. Iztok Zorko je danes zaposlen na novomeški komunali. Njegova hčerka pa je dobila še sestrico. Vojna vedno in povsod zahteva žrtve. Ko je potrkala pri nas, smo se Slovenci branili in obranili. Tudi za ceno človeških življenj. V vojni za Slovenijo je imela slovenska stran 36 mrtvih in 182 ranjenih. Jugoslovanska ljudska armada 42 mrtvih in 146 ranjenih. Ubitih pa je bilo tudi 12 tujih državljanov.